zdaj gre za res. Podiram rekord v številu sestavljenih Rubikovih kock pod vodo z enim vdihom, vi pa gledate Projekt Rekord. Kaj pa ta špica, sem že čist pozabil na njo. V naslednjih 2 mesecih bom na tem kanalu sicer objavil še 2 ali pa 3 študije bananinega olupka, ampak načeloma ga bo zdaj Projekt Rekord popolnoma okupiral. Tako da, če še niste naročeni, stisnite subscribe gumb tam spodaj, pa bojda je zraven tega gumba subscribe tudi en zvonček in če klikneš ta zvonček, dobiš obvestilo vsakič, ko naložim nov video. Tega prej sploh nisem vedel. Načrt je tak. Konec junija podiram svetovni rekord v številu sestavljenih Rubikovih kock pod vodo z enim vdihom. Pisal sem Guinnessu in od njih sem že dobil odobritev, rekli so, ok, lahko podiraš rekord in poslali so mi cel kup smernic, kako naj to zgleda, kaj vse moram narediti, da bo ta rekord uraden. Namreč, nobeden iz Guinnessa ne bo prišel sem in gledal ta moj poskus, oni pa zahtevajo, da jaz ta dogodek snemam s 3 različnimi kamerami in jim pošljem surove posnetke vsake od teh kamer, zato da ne bi mogel česa naštimati ali pa zmontirati. Poleg tega hočejo imeti 2 neodvisna sodnika in pa nekaj prič, ki bodo pol podpisali izjavo, vse je bilo tako, kot je posneto, niso vas prinesli okrog. Nekaj tazga. Velikokrat me ljudje tudi vprašajo, če za Guinnessov rekord dobiš kaj denarja. Nič denarja ne dobiš, še več, skoraj da ne moram plačati njim za to, da so mi odgovorili. Tako je, če hočeš, da ti Guinnessova komisija odgovori v enem tednu, moraš plačati 600 €, v nasprotnem primeru lahko čakaš tudi do pol leta. Na srečo sem jaz to prošnjo za podiranje rekorda poslal že prejšnje leto in so mi šele zdaj odgovorili. Si morate misliti. Ampak najbolj bistveno je to, da mi je Guinnessova komisija odobrila ta poskus in da če mi uspe, bo to uradno podrt Guinnessov rekord 10 Rubikovih kock pod vodo. Če kaj spremljate moja druga družabna omrežja, potem veste, da se trenutno prebijam do 8 kock pod vodo, res sem že toliko blizu in mislim, da bom naslednji teden posnel, kako pod vodo sestavim 8 Rubikovih kock, kar bi bil izenačen neuradni svetovni rekord. Upam, še kar nekaj mi manjka sicer do 10 kock, mislim, da bo zdaj to največji izziv v naslednjih 2 mesecih, zato pa grem v nedeljo na državno tekmovanje v hitrostnem sestavljanju Rubikovih kock in tokrat bom tekmoval. Ne zato, ker bi imel neke blazne tekmovalne ali pa zmagovalne ambicije, ampak zato, da se bom čim več naučil. V nedeljo grem tja, da bom poskušal iz vseh dobrih tekmovalcev potegniti največ nasvetov, namigov, izboljšav in posledično spraviti svoj povprečni čas sestavljanja kocke pod 20 sekund. To je bil moj cilj na začetku, če se spomnite. Trenutno pa sem na povprečnem času nekje 25 sekund za eno kocko. Kar precej mi še manjka, čeprav mi je tudi držanje sape zdaj že lažje in mislim, da bom lahko tukaj malo dobil noter. Tako da, zdaj sem si postavil rok za podiranje rekorda, torej še približno 2 meseca časa imam. Še več, sam poskus podiranja rekorda, ki ga bom podiral v bazenu od hotela Union, pa bom poskušal v živo streamati na YouTube. Se pravi, narediti tako kar eno malo oddajo. Ampak več o tem prihodnjič. Se gledamo naslednji teden, ko upam, da sestavim 8 kock pod vodo z enim vdihom. Adios!